Prisrčno vas pozdravljam, dragi prijatelji televizije Exodus, v oddaji Sveta vera bodi vam luč. Vabim vas, kakor vsakič, k skupni molitvi za Božji blagoslov. Molimo. Večni Bog, Tvoj Sin nas je obiskal, kakor sonce, ki vzhaja z višave. Vse narode v smrtni senci naj razsvetli z lučjo Tvoje slave, v kateri s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Marija, zvezda nove evangelizacije, prosi za nas. V zadnjem razmišljanju smo bili v Kani Galilejski in smo premišljevali zlasti o vlogi, ki jo ima Marija v Jezusovem oznanjevanju Božjega kraljestva, v katero nam je znova in znova vstopiti zlasti v letu vere. Kar veliko smo razmišljali o veri, da mora biti živa, da mora tu biti delovanje Svetega Duha in Sveti Duh prihaja nad nas in v nas, kakor je prišel na samem začetku dela odrešenja ob Gospodovem učlovečenju, ko je bila Marija vsa odprta Svetemu Duhu in v moči Svetega Duha je Božji Sin v njej postal človek. To je Marijina skrivnost, skrivnost Božjega učlovečenja v Svetem Duhu. Zato je Marija zvezda nove evangelizacije. Ona, ki je resnično verovala v Svetem Duhu, ona nas spremlja na tej poti skozi leto vere. V Kani Galilejski, tako vidimo, je Marija imela, poleg Jezusa, seveda, ki je središče vsega dogajanja, vedno in povsod, vendarle veliko vlogo kot mati Gospodova, poznamo jo sedaj kot mater Cerkve, veliko vlogo, da je posredovala v zadregi, ki je opazila na žitovanski gostiji, da je zmanjkalo vina, in je tako rekoč svojo prošnjo, ki jo izrekla svojemu sinu, pospešila tisto veliko uro razodetja Božjega veličastva, tako da so ob kangalilejskem čudežu učenci začeli verovati v Jezusa, ker so zaznali prav v Svetem Duhu, in Marija je zato zagotovo prosila, zaznali na njegovem obličju skrivnostno Božje veličastvo. Nekaj tega naj bi se vsakim od nas, če le iskreno romamo skozi leto vero, tudi zgodilo. Naj Mati Marija prosi za nas, naj nam znova in znova izprosi Svetega Duha. Se vam zahvaljujem, dragi bratje in sestre, vsem tistim, ki ste se že javili, da boste skupaj z drugimi molili skrivnost rožnega venca, ki je Svetega Duha poslal, da bi mogli potem res, ko se nam pridružijo mnogi in mnogi, izprositi ne le sebi, ampak drugemu in še posebej našemu narodu nov prihod Svetega Duha. Za manj človeški napori za rešitev našega naroda. Vse bo propadlo, če ne bo v našem narodu, v naših srcih deloval Sveti Duh. Za ta dar pa moramo prositi, na kar nas je posebej spomnil in tudi nas opomnil malo pred svojim odhodom in že ob obisku naše dežele, blaženi Janez Pavel II. Za ta dar Svetega Duha je treba prositi. Tako torej imamo zaupanje, da Marija, ki je mati Cerkve in ona resno jemlje to svoje poslanstvo, ni ga odložila, skrbno nas spremlja z materinsko ljubeznijo na poti,
To svoje poslanstvo Marija tudi izvršuje. To je naše veliko upanje in tudi naše veselje. Seveda pa je treba, kakor smo posebej poudarili, da uporabimo to, kar nam Mati Marija izprosi. In če iskreno prosim, bom tudi vsak dan primeren delež, da tako rečem, delovanja Svetega Duha tudi prejel. O tem ne smemo dvomiti. Če bi prosil za to ali ono zemeljsko zadevo, je vprašanje, ali je to Bogu slavo in zveličanje moje duše. Če pa prosim za dar Svetega Duha, tako je rekel Gospod, kako bi mogel nebeški Oče odreči Svetega tistemu, ki zanj prosi. Torej prosimo in nam bo dano. Dan nam bo Sveti Duh. Vsak dan zagotovo bo Sveti Duh obsijal svojo lučjo na poti tistega, ki ga bo iskreno prosil. Hvala vam torej za osebno in skupno molitev. Evangelist Janez je torej tako na svoj način zelo slovesno opisal Jezusovo oznanjevanje Božjega kraljestva, ki ga nekako začenja v Kani Galilejski s tem velikim znamenjem spremenitve vode v vino, kar pomeni nove čase, kar končno pomeni Božje obilje miru in veselja v Svetem Duhu. Jezus je šel poln Svetega Duha od Jordana, od preizkušnje v puščavi, kamor ga je vodil Sveti Duh, in v Svetem Duhu je Jezus tudi zmagal, je šel gor v Galilejo. Pojdimo tudi mi. Seveda je Jezus to svojo pot že končal, vendar pa nam omogoča prav po Svetem Duhu in tem, da je Jezus z nami vsak dan, vsako uro, prav sedaj in tu in vedno in povsod, nam omogoča, da znova in znova vstopimo v milost teh skrivnosti, ki jih želimo premišljevati. Tokrat premišljujmo o Jezusovem javnem življenju, o Jezusovem oznanjevanju Božjega kraljestva. Čudovito, če gremo po vrsti, kakor so razporejeni evangelisti, čeprav je evangelist Marko, rekli bi, prvi evangelist, vendar pojdimo po vrsti, od Mateja prek Marka, Luke in potem do Janeza. Kako je to bilo? Piše, ko je Jezus slišal, da je bil Janez izročen, se umaknil v Galilejo. Zapustil je Nazaret in se nastanil v Kafarnaumu, ki leži ob jezeru, v Zabulonovi in Neftaljevi pokrajini. Da je bil Janez izročen v roke Heroda, izročen, da ga končno Herod usmrti. To so iste besede, kakor jih uporablja evangelist, da je bil Jezus izročen v roke tistih, ki so ga umorili. Tako je Janez Krstnik v tej izročenosti predpodoba Jezusove izročitve, kakor so ga zgrabili in izročili, da ga potem Pilat obsodi in ga poslali v smrt. Torej Jezus se je umaknil v Galilejo, ker tam doli ob Jordanu in Judeji ni bilo varno in bi se prezgodaj zgodila tista ura njegove daritve. Moral je še oznanjati evangelij in zato je šel v Galilejo. Sicer pa to ni bilo slučajno. Dežela, kakor piše, Zabulonova in Neftaljeva, to sta dva rodova Božjega ljudstva, je pravzaprav poganska dežela. Tam je bila nekakšna mešanica Judov in pa drugih in seveda so bili tudi Rimljani. Skratka, kar malo zaničljivo je ta dežela veljala, Galileja namreč, za pogansko deželo, primerjave z Judejo in potem posebej s prebivalstvom Jeruzalema. Vendar pa čudovito navaja evangelist in apostol Matej besede preroka Izaija.
Kakšna poetičnost je v tem besedilu. Poslušajmo, pa srcem poslušajmo in glejmo, kdor je bil v sveti deželi, bo gledal, ko prihaja od Nazareta dol do Galilejska jezera, ta čudoviti prizor. Dežela Zabulonova in dežela Neftalijeva o poti k morju, onkraj Jordana, poganska Galileja. Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč. In njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetila luč. Prekrasna podoba dogajanja, tokrat rečemo v živo, ko Jezus prihaja čez Galilejsko hribovje in se spušča proti Galilejskemu ali Genezareškemu jezeru in gre tja do Kafarnauma, kjer so se glavne stvari dogajale. Čudovita je ta pokrajina. Kdorkoli je prišel v sveto deželo, Bog daj, da bi vas čim več tja šlo in je obiskalo. Če je to Božja volja, ker je to velika milost, kdorkoli je prišel tega prizora, ne more pozabiti. Zakaj gre tukaj? Tukaj Izaija govori pač o tistem času, okrog 700 leti predtem je bilo, ko so Asirci zasedli Galilejo in te kraje, o kateri govori evangelist Matej, in potem govori seveda o rešitvi. Vendar Izaija s tem vidi tudi naprej in tako je razumel evangelist Matej. Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč. Dragi bratje in sestre, ali ne sedimo v temi, ali ne tečimo v temi? In kdor tega ne vidi, kdor tega ne čuti, bodi si danes v svetu, kakršen je zavit v temo in v čudno strupeno meglo, pa potem tudi še posebej v zahodnem svetu in slovenskem svetu, v naši deželi. Ali moramo reči pri zdravi pameti, da ne sedimo v temi? Grozno je sedeti v temi. Morda 5 minut, če si v temi, težko vzdržiš, razen seveda po noči, ko spiš. Drugače je pa težko, ko bi lahko bil dan, pa tečimo v temi. Hudo je to, glejte, da mi, kristjani, tečimo v temi. Ne bi govoril o drugih pač, ki ali Boga ne poznajo, še bolj Kristusa ne poznajo. Bog ve, kako je to, Bog se vseh usmili, glejte, vendar katastrofa pa je, če kristjani tečimo v temi. In če vdihavamo strupen megleni zrak, smog današnjega časa, odsotnosti Boga, nasprotovanja Bogu, nasprotovanja cerkvi in temu, kar je Božje in kar je res človekovo. Kakšna zablodelost je v današnji kulturi, bodi si tisti kulturi, kakor se uradno imenuje, kakor medsebojni, medčloveški kulturi. Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč. Lagal bi, če bi ne povedal tega, glejte, in bi govoril, saj se vidi, saj je lepo, saj je vse jasno. Ni. Od diagnoze je odvisna terapija. Torej ljudstvo, ki je sedelo v temi, tudi slovensko ljudstvo, da bi zagledalo veliko luč. Kakšna je ta luč? Luč morda žarometov, luč nekega disko kluba, luč light showa, kot temu rečemo. Ali je pa neka druga luč, neustvarjena luč, o kateri tako lepo pove sveti Avguštin. Luč, ki sije iz večnosti, luč Božje resnice in ljubezni. Luč Jezusa Kristusa, ki je samega sebe imenoval in imenuje danes: jaz sem luč sveta, Slovenci, jaz sem luč Slovenije. Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč. Da bi Slovenija zagledala veliko luč, da bi ugasnile vse druge luči, čim prej, vse, kar je lažno, vse luči, ki dejansko zatemnjujejo, naj ugasnejo, naj zasije luč dobrote, ljubezni in vse je v Jezusu Kristusu. Naj zasije luč v vesteh tolikih ljudi, ki Kristusa še ne poznajo, pa se Kristus vendarle v njih po glasu vesti in po neizmernem hrepenenju spričuje kot luč sveta. Kot tvoja luč, moja luč, naša luč. In njim, ki so prebivali v deželi smrtne sence, je zasvetila luč.
Strahotna je ta smrtna senca, ledena senca. Prekriti smo strupenimi plini, zlasti po medijski nekulturi. Kolikokrat sem že rekel, pa moram še vedno ponoviti, ker od diagnoze je zavisi terapija. Da bi sprejeli to božjo diagnozo, smo v deželi smrtne sence. Deželi smrtne sence. Smrt svojo ledenostjo prehaja v srca. Koliko src je že na pol mrtvih ali mrtvih. Vsi smo od tega ogroženi. Jezus je luč sveta. Jezus je rekel, prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju, mi pa životarimo in umiramo. To ne sme biti, dragi prijatelji. Molimo, da tudi Sloveniji zasije luč Jezusa Kristusa. Je pa Jezus rekel, spreobrnite se, kajti približalo se je nebeško kraljestvo. Jezus je oznanjal. Jezus ni šel po Galileji, pa imel premišljevanja, pa predavanja, pa tečaje in tako naprej. Jezus prihaja od očeta in oznanja. Jezus nas drami iz našega smrtnega dremeža. On, ki je luč oznanja. Spreobrnite se, kajti približalo se je Božje kraljestvo. Smo že govorili, dragi bratje in sestre, o spreobrnjenju. Janez Krstnik, naš prijatelj in nenehni priprošnik, nam pravi, to je ura usodne odločitve. Kakor je rekel, glejte, mislim sveti Avguštin, boj se Gospoda, ki gre mimo, pa se nisi odzval na njegov klic. To je ura odločitve. To ni, bom še odložil, saj bo Jezus še prišel. Obhajamo leto vere, spreobrnimo se od teme v luč k Jezusu Kristusu. Mar ne čutimo, da nas že božejo žarki njegovega Božjega usmilja, njegove ljubezni. Tako je torej evangelist Marko tudi začel, s kakšnim, bi rekli, s kakšno radostjo, s kakšnim hvaležnostjo in ponosom začenja on v prvem stavku svoj evangelij. Začetek evangelija Jezusa Kristusa, Božjega Sina. Čudovito, kratko povedano. Začetek oznanjevanja rešilne novice o Jezusu Kristusu, ki je Božji sin. Dragi bratje in sestre, človeka more razveseliti samo Bog. Evangelij o Bogu. Če pazljivo poslušamo papeža Benedikta XVI., potem bomo opazili, kako vse bolj on osredinja svoje razmišljanja v blagovest o Bogu. Boga smo odstranili iz družbe, pa ne samo iz družbe in javnega življenja, ampak tudi iz javne zavesti in zavesti ljudi. Bog je tisti, ki nima domovinske pravice, nima državljanske pravice. S kakšno pravico, kako moramo to dejanje upravičiti? Da iztrgamo vsemu središče. Če je iztrgano središče, vse propade. V to norost smo zašli. Danes, ko govorimo o evangeliju, ni pač samo, da beremo lepe odlomke iz 4 evangeljskih sporočil, ampak bistveno je evangelij o Bogu. In Božje kraljestvo, ki ga oznanja Jezus Kristus, je kraljestvo Boga. Boga je treba postaviti v središče, ali bolje, mi se moramo pomakniti k središču, ki smo ga izrinili, če hočemo živeti in preživeti. Tako nad se pa, če hočemo duhovno preživeti in doseči končni cilj. Kako pravi torej evangelist Marko, ko je bil Janez izročen, spet beseda izročen, namreč v smrt, glasnik Jezusov, je šel Jezus v Galilejo.
Oznanjal je Božji evangelij. Oznanjal. Se pravi glasno. Hodil je od shodnice do shodnice tam ob jezeru in po hribovju, še posebej pa v Kafarnaumu, kjer pač je mogel iti, gledajte, in je oznanjal kot glasnik očetov. Jezus prihaja od Boga, Jezus nikakor drugi preroki. In Jezusov glas, ker je Jezus Božji sin in je v večnem sedaj, odzvanja tudi danes enako sveže, kakor takrat, ko je hodil skozi Galilejsko pokrajino ali pa je sedel v čolnu in oznanjal Božje kraljestvo. Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Čas se je dopolnil. Se pravi, odločilna ura je tu. Gong je udaril. To ni zdaj čas, ki ga je določil človek. Jezus ni zgolj človek, Jezus je Božji sin, Jezus je tisti, če hočete, prerok, ki ga je najavil Mojzes, ki je rekel, preroka, kakor sem jaz, vam bom poslal, ga bo poslal Jahve. Mojzes se je z Gospodom, z Bogom prijateljsko pogovarjal, iz obličja obličje, čeprav ni mogel gledati njegovega obličja, ampak v intimnosti. Jezus pa prihaja od očeta. Je večni očetov sin. Jezus je od svit očeta. Luč od luči. Jezus nenehno gleda očeta in tako ga oče pošlje k nam. V prijaznosti človeške podobe, da bi se nihče ne preplašil njegovega lika. Ne več kakor nekoč, ko se je Bog razzadev na Sinaju med gromom in bliskom, ampak v prijaznosti človeka prihaja med nas, vendar slovesno in odločno oznanja, čas se je dopolnil, zbudite se ljudje. Nastopila je ura rešenja, oznanjam vam veselo novico. Ta vesela novica ni pač novica, kakor jo mi oznanjamo, da se med seboj malo razveseljujemo z neko ceneno tolažbo. Ta vesela novica je v bistvu dobra novica o našem odrešenju. Ni rečeno, da je ta novica vedno prijetna. Nekomu, ki se je, in taki smo ljudje, zakopal v zlo in v greh, je taka novica neprijetna, zato ker hoče grešiti še naprej, vendar pa je novica o rešitvi iz greha in zato je vesela novica. Ne torej, da je vesela novica za vse. Za človeka, ki je naredil zavezo z zlom in z grehom, je to slaba novica, vznemirljiva novica in vendar je čudovita novica, ker ga rešuje. Jezus oznanja Boga, ki rešuje, saj to prav njegovo ime pomeni, Jezus Ješuah. Jezus nas rešuje, zato je to dobra, vesela novica o našem rešenju. Božje kraljestvo se je približalo. To ne pomeni zdaj nekje toliko in toliko kilometrov je oddaljeno. Jezus, če ga gledamo recimo ko oznanja v Kafarnaumu, v tem kar živem mestu z različnim prebivalstvom Judov, pa tudi drugih, gledajte, tam ob morju, ko je oznanjal, ni rekel sedaj pa nekje oddaleč iz vesolja prihaja Božje kraljestvo. Božje kraljestvo je tu, se je približalo. Ja, kaj nas pa loči potem od tega Božjega kraljestva, če je tu, če se je približalo? Loči nas korak vere, dragi bratje in sestre. Če verujem, in tukaj Jezus govori, da je treba verovati, spreobrnite se in verujte evangeliju. Če naredim ta korak vere, vstopam v Božje kraljestvo. Kaj je pravzaprav to Božje kraljestvo? Neke ideje o izboljšanju sveta, neke posebna združenja, ki jih naredimo, da bi izboljšali svet? Ne. Božje kraljestvo je Bog med nami, to, kar beremo pri evangelistu Mateju. Jezus je Emanuel, Bog z nami, in kjer je Jezus, je Božje kraljestvo. In Jezus je tu, Jezus je z nami vsak trenutek. Ne naveličam se in se ne smem naveličati, to oznanjevati,
isto, kar nam oznanja, gotovo v Božjem duhu, papež Benedikt XVI in pred njim blaženi Janez Pavel II. Jezus je tu, Jezus je z nami in tu je Božje kraljestvo, korak oddaljeno od mene in tebe. Potrebno je obrniti se k Bogu, obrniti se k Jezusu in verovati. In tako sem potem v Božjem kraljestvu, po živi veri in po milosti svetega krsta. Prav tako, kakor se je zgodilo na binkoštni dan, v moči svetega duha. Ko je rekel apostol Peter, spreobrnite se ljudje, verujte, dajte se krstiti. To je to. Spreobrnite se in verujte evangeliju. Kaj pomeni ta vera? Da sedim, kakor jaz sedajle v fotelju, pa malo razmišljam o Bogu, pa o življenju, pa morda še s kom kaj lepega predebatiram, po domače rečeno. Ne. Vera pomeni odločitev. Bom rekel tako, ali pa odlepitev od vsega tega, kar si se zalepil, zasedel. Vera pomeni vstani in hodi. Vera pomeni narediti korak k Jezusu. Ko je Bog do mene storil korak, pravzaprav naredil že mnogo korakov, ker Jezus je dobesedno peš prišel med nas, kot človek človeškim korakom, on, ki je Božji sin, glejte. Poljubiti bi morali vsako njegovo stopinjo, ki je naredil za nas. Vsaka njegova stopinja je za nas blagoslov. Naredimo korak bliže k Jezusu, pa ne iz radovednosti, ampak da se mu izročimo. Zapusti sebe, vstopi v Jezusa Kristusa, kakor smo že zadnjič v duhu drugega Vatikanskega koncila ugotovili. Jezus se ob svojem človečenju na skrivnosten način dotaknil vsakega človeka. Ali veš, človek, da se tebe Kristus že dotaknil? Pusti mu, da ta njegov dotik v tebi deluje. Naredi korak vere k Jezusu in boš začutil, da je tvoj Bog in tvoj odrešenik in veselje tvojega srca. Dragi bratje in sestre, oznanjevanje Božjega kraljestva ni neka ideologija med mnogimi, neko verstvo med mnogimi verstvami, ki ga Jezus prinaša. Oznanjevanje Božjega kraljestva je dogodek Jezusa Kristusa, Božjega sina, dogodek Boga med nami. Vstopimo v ta dogodek. Ni nam dovoljeno gledati Božje kraljestvo na ekranu, treba je vstopiti v objem žarkov Jezusovega usmiljenega srca in se pustiti objeti. To je, predragi, skrivnost Božjega kraljestva. Spreobrnite se iz lastne subjektivnosti, iz ujetosti vase in stopite v Jezusa Kristusa iz Nazareta, Marijinega sina, Božjega sina. O Marija, prosi za nas, da bi se nam, da tako po domače rečem, posvetilo, ali pa da nam bi zasvetila to luč, o kateri govori prerok Izaija in jo omenja evangelist Matej. Ravnajmo po Božjem duhu in po Jezusovem zgledu tudi mi.